Pozdravljeni! Srečno in zdravo v letu 2026. Danes si bomo skupaj pogledali tiste pomembne datume pred začetkom letošnje sezone. Marsikateri navdušenec je po koncu sezone 2025 bil dobesedno otožen. Na prvi pogled bi lahko dejali, da so zimski meseci, meseci tega premora med koncem ene sezone in začetkom druge, tisti najtežji za nas, ljubitelje Formule 1. In če pogledamo koledar, bo prva dirka sezone 2026 velika nagrada Avstralije med 6. in 8. marcem. Torej med začetkom decembra 2025 in začetkom marca 2026 je izjemno dolgo obdobje, kjer na prvi pogled se ne bo dogajalo absolutno nič. A na srečo ni res. Letos v sezoni 2026 bomo priča pravi revoluciji in tudi zaradi tega je potrebno vložiti malce več truda, malce več testiranj in tudi predstavitve bodo zaradi tega malce bolj zgodaj. Sedaj v tem trenutku še nimamo vseh uradnih datumov, kar se tiče predstavitev, ampak videli bomo, da je urnik dobesedno natrpan. Začelo se bo vse, po sedaj znanih podatkih, 15. januarja, torej približno čez 2 tedna. V Detroitu bodo predstavili barvne sheme Red Bulla in ekipe Racing Bulls. Treba je poudariti, da bo šlo bolj za predstavitev Forda v Formuli 1, kjer bodo dobesedno pokrovitelji projekta Red Bull Powertrains. In tu seveda marsikdo bo zadeve zamešal, pogonskega sklopa niso ne projektirali, še manj pa napravili pri Fordu. Oni so enostavno dali denar samo zato, da je tisti modri oval prisoten na bolidih. Podobno kot so pred desetletji napravili za tistim znanim projektom podjetja Cosworth, imenovanem TV. A sedaj videli bomo, ali je prišlo do kakšnih sprememb, tako pri pokroviteljih Red Bulla, kot pri pokroviteljih ekipe Racing Bulls. In zanimivo bo videti, ali bodo uporabili za osnovo tisto maketo, ki smo jo najprej videli pri sami predstavitvi FIA. A to bo le ena izmed zanimivih točk, katere bomo spremljali pri tej prvi, recimo temu, predstavitvi v letu 2026. Ampak takoj zatem, 20. januarja, bomo imeli kar 2, recimo temu, zanimivi predstavitvi. Namreč Honda bo uradno predstavila svoj nov pogonski sklop. Treba je povedati, da se letos uradno Honda vrača v svet Formule 1, katerega je zapustila po koncu sezone 2021. Čeprav marsikdo sedaj malce zmedeno gleda, je treba povedati, da v vmesnem obdobju so pri Hondi dobesedno prodali svoje pogonske sklope Red Bull Powertrain in seveda na to, ko je Max začel serijsko zmagovati, postali pokrovitelj svojega lastnega pogonskega sklopa. Ampak uradno so bile enote imenovane Red Bull Powertrains, ukolikor ne verjamete, preverite na tistih uradnih podatkih. A pustimo sedaj to, kaj bomo videli na tej predstavitvi, po mojem skromnem videnju bore malo. Namreč zvok
nove enote so pri Kondi že objavili, ampak vseeno upam, da bo predstavitev pokazala tudi marsikaj zanimivega, predvsem na tistem tehničnem področju. Ampak 20. januarja bomo lahko videli tudi predstavitev barvne sheme Audija. Na predstavitvi v Berlinu bodo pokazali svoje pokrovitelje, čeprav o nekaterih se je že govorilo, in videli bomo, kako se je spremenila ekipa, ki smo jo poznali tu pred kratkim po imenu Zauber. Seveda pričakujemo drugačne barve in tudi tu se lahko začnemo spraševati, kaj bodo uporabili za tisto osnovo pri predstavitvi. Zopet maketo FIE ali kaj drugega. Morda, in ponavljam morda, bomo lahko videli tudi kakšno podrobnost pravega bolida za sezono 2026. A če smo tu sedaj videli le predstavitve barvnih shem in podobno, bomo 23. januarja lahko spremljali predstavitev novega Ferrarija, tistega pravega. In seveda po predstavitvi bodo sledili še tisti krogi po progi v Fioranum, tako imenovani shakedown. In tu bomo verjetno izvedeli marsikaj. Kako izgleda nov Ferrari, kako se bo imenoval, je prišlo tudi do kakšnih sprememb, kar se tiče pokroviteljev in podobno. A zanimivo, da isti dan so na koledarju še dve predstavitvi. Predstavitev ekipe Haas, zopet le barvna shema, in tu je treba povedati, da predstavitve v realnem svetu ne bo, verjetno kot že tolikokrat poprej, bodo na spletu samo prisotne fotografije oziroma renderi tega, kar lahko pričakujemo v letu 2026. In poleg tega bomo na isti dan videli še predstavitev barvne sheme Alpina, tokrat iz Barcelone. In zgodba, ki je verjetno vsem nam navdušencem znana. 8. februarja bomo videli predstavitev barvne sheme zopet ekipe Cadillac, kjer bomo pa malce bolj pozorni, gre za novo ekipo, ki bo pokazala verjetno tudi, kako bo izgledal nov bolid, kajti 8. februar, kot bomo videli, je že rahlo pozen. Namreč za nami bodo že prva testiranja, a o tem nekoliko kasneje. Ne smemo pozabiti, da pri Cadillacu bomo morda videli nekega pokrovitelja, ki je bil do pred kratkim izjemno močno prisoten v svetu Formule 1, ampak je na to skrivnostno izginil. Na nekaterih propagandnih materialih je bilo videti, da je poleg Cadillaca prisoten tudi Mission Win Now. In seveda na odgovor na to vprašanje bomo dobili verjetno 8. februarja. 9. februarja bo pa uradna predstavitev bolida ekipe Aston Martin. In seveda tu se marsikdo sedaj sprašuje, zakaj sta ta dva datuma, 8. in 9. februar, nekako pozna. Ker na progi v Barceloni bodo med 26. in 30. januarjem že prva skupinska testiranja, ampak za zaprtimi vrati. Ekipe bodo preizkušale nove bolide in nekako skušale razumeti, ali zadeve sploh delujejo. Seveda jasno je, da tako zgodaj je edino proga v Barceloni tista, ki lahko ima takšna testiranja, in še tu bomo lahko v rahlih dvomih, temperature bodo izjemno nizke. Ampak ker gre za testiranja za zaprtimi vrati, bomo lahko deležni raznih posnetkov, ki bodo dobesedno ukradeni. A ne smemo pozabiti, da smo izpustili še 3 ekipe,
torej tovarniško ekipo Mercedes, Williams ter McLaren. Pri Williamsu je že znano, kakšna bo njihova barvna shema za testiranja. Pri Mercedesu do tega trenutka ni bilo nobenih uradnih objav in prav tako ne pri McLarenu. Ampak pri McLarenu je že neka novost. Po dolgih letih imajo glavnega pokrovitelja. In to je Mastercard, ki je bil prisoten že na njihovih bolidih, ampak je sedaj nekako vstopil na tisto višjo stopnico, kjer je potrebno več plačati, ampak se ima tudi večjo prepoznavnost. Govorili smo o prvem testiranju na progi v Barceloni. Nato sledita še 2 testiranji, ampak v Bahreinu med 11. in 13. februarjem ter 18. ter 20. februarjem, kjer bomo seveda verjetno mi navdušenci videli več. Tokrat obe testiranji ne bodo za zaprtimi vrati. In morda se kdo sprašuje, zakaj? Ker so v Bahreinu plačali za to testiranje pri njih. In zaradi tega dosegli, da bo tisto prvo testiranje nekako skrito očem javnosti. Ampak enkrat po tem drugem testiranju bo potrebno počakati le še nekaj tednov in prva velika nagrada v letošnji sezoni bo tu. Kot sem povedal, med 6. in 8. marcem v Avstraliji. Torej, če malce pogledamo na tiste skope podatke, ki jih imamo, praktično takoj po novem letu se bo že vse skupaj pričelo. Čeprav manjka še kar nekaj pomembnih datumov, menim, da mi navdušenci ne bomo otožni, kajti skorajda vsak dan se bo nekaj dogajalo. In konec koncev, kot sem vam omenil, manjka nam še večina datumov teh pravih predstavitev. Ko bodo bolidi seveda predstavljeni, bo na kanalu sledila tudi tehnična analiza, kot še vsako leto doslej. Tako da tudi tu bo kar precej pestro. Zato se lahko pripravimo. A za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.